izpostavili, to nepokornost, to strastnost, vsa ta nasprotja, ki polnijo Venezuelo, vse te raznolikosti, različne načine mišljenja, različne načine domišljije, ustvarjanja, pisanja, zato ker pač ena država je skupek mnogih ljudi, številnih tradicij in raznolikosti. In to je bilo tisto bistvo, zbrati različnost. Venezuela es una continua confrontación de puntos de vista, de sensibilidades, de pasiones, de formas de mirarnos y de formas de mirar el arte también. Pravi, da že v bistvu kot bralec teh zgodb, kot venezuelski bralec, že ko prebereš spremne besede od pana Carlosa Chirinosa, opazиш, da se lahko ne strinjaš z njim. In v tem nestrinjanju se pa v bistvu že nakaže, da je imel Juan Carlos Chirinos prav, ko je rekel, da je Venezuela polna nasproti, nasprotujočih si mnen in strasti, da je Venezuela, in tudi on pravi, da je Venezuela resnično neprestana konfrontacija zornih kotov, občutljivosti, strasti in načinov gledanja na druge ali pa na same sebe. Sigue conservando hermosos rasgos de la niñez. Da v bistvu je Venezueli, da je neobogljiva in da je v bistvu 200 let je, kar se je osamosvojila, in v tem času je uspelo ohraniti te lepe značilnosti otroškosti in otroštva svojih začetkov. Lo mejor que tiene un niño es que puede ser desobediente. In najlepše, kar ima otrok, tisto najboljše pri njem je to, da je neubogljiv. A esa desobediencia los venezolanos no renuncian. In tej neubogljivosti se ne bomo odpovedali Venezuelci. Poleg svobode pa je v Venezueli obstajala tudi enakost. Luego, la libertad, si la libertad es adictiva, la libertad con igualdad es extraordinariamente apasionante. Če je svoboda zasvajajoča, potem je kombinacija svobode in enakosti apasionante, strastna. Strastna. Me gusta esa palabra. Strastna. Nekako poslušam ta vprašanja, ki postavi Veronika in kaj vse pove Néstor o tem. A je Venezuela toliko raznolika, a smo konfliktni in po tem uvodu, ki je pač v knjigi, jaz čutim, ugotavljam, da je v bistvu v naši naravi, če nekako sledim to, ki pravi Néstor in to, ki pravi uvod, nesoglasje. Smo tak narod, ki že od začetka se sreča z nesoglasjem in nekako ugotavljamo, da je prav nesoglasje izvir ali izvor svobode. Mi občutimo realnost, ampak živimo v virtualnosti. V virtualnosti je tudi to, da imenujemo vsako stvar. Nekaj me je prav vrglo, ko sem bral to knjigo nazaj v svojo zgodovino, saj pač skoraj po 20 letih neizogibno preuzameš tudi drugo kulturo. Tukaj je ena zgodba, Štokholm se imenuje, in tako kot pri kravah, tako kot imenujemo kravo in se naredimo eno predstavo, da krava ima to ime in je takšna ali drugačna, isto naredimo Venezuelci s ljudmi.